Zdravo, živo, evo, že dolgo cajta se nismo videli. Takole, zdajle sem prišel malo ven sneg skidati, kakle v našem logacu kar ni in ni. Konc zime, snega, a malo slabo se vidi, bom okolo obrnil, ker se to vse blešči. Evo, spet ga je zamedl. Pri sosed se že sliši freza, ka laufa. Gašpar tudi že ven frezo vleče. Farmer. To je tudi nekaj ta boljšega, kar smo lahko kupili, investirali. Snow Thrower Turbon. Zdaj, da imamo malo zmer, da vidimo, koj ga je nakipal čez noč. Slabih 10 čez noč. Nam je pa takole, da ga je nametal malo. Malo zamete, bi rekel. Dol bo mogel če kuram pol malo jim skidati, pa tam okoli električnega pastirja moram malo spucati, ker smo imeli, letos smo imeli pa smolo, kar se tiče kokoši. Bom pol malo več povedal, kam dol pri kokoših bil. Čakaj, Gašpar, jaz sam tele smeti najprej malo mknil. Da, bo šloh vam prišel. Meni se zima. Električni štarter. 8 kW je tale naša frezica. Da bo Gašpar tu lepo zalaufal, da bo pa lažje šel čez prak. Cek. No dej. A si vklopil zadnji tisti? Evo, Gašpar bo tale lepo sprezal. Jaz grem pa dol kokošim malo snega skidati, da bo malo lahko hodile kje okoli. Evo, dosti imamo srečo, da je tak suh sneg, da lepo leti. Ker če kakšen mokr pol čez tistole zabiva gor, ko meče ven čez ror. Dosti imamo kar srečo, da je suh sneg. Ja, kot sem že prej omenil, smo imeli letos kar smolo s kokošmi, pod začkam, ker kuna je prišla, no, ali pa lisica, kaj ti je, če vem kaj. Jaz mislim, da je bila kuna, ker so bile kokoši samo zadušene. In nam je v eni noči potovkla 10 kokoši pa 2 račke. Tako da smo imeli kar malo, bi rekel, škode. Tako da prišla je pa pod rajtom, ne. Takole, kad je zdajle, evo, se vidi lepo. Snega je bilo še več, kad je kle. Snega je bilo čez tele žice in je skopala od spodaj pod žicom, pregrizla na žice. Pastir itak je bil brez funkcije, ker je bilo toliko snega, je bila taka ozemljitev močna. Prišla lepo noter in jih je podušla. Kaj nič, kada bi se malo poigrala z njimi, jih je potovkla. Žval pekleska. Pa jaz hitro klele okoli leto, da bom tale drajt malo odkidal, da ne bo spet toliko snega gor, ka pol tu sam kje na zemljo tovče. In pol bo spet veselica. Evo, kokoši pa tudi lih ne morajo preveč hoditi po snegu.
tako da bo mogel jih malo potke skidati okoli, da bojo lahko lazle. A ne? Pipike. Prišla kuna, ne, pa vas je malo zdesetkala. No, zdesetkala lih ne, ampak zrečila vas pa je. Ja, pa še ironija, da je lih Santa Nove kokoši potovkla, ne. Tiste, ki nosijo jajce, ta stare se tudi dotaknila ni. Prav zanimiv. Ja, takole. Za ta prvo silo sem spucal malo tu okoli in okoli. Da bojo lahko, tukaj sem malo skidal, da bojo lahko žrle. Jajčka hodijo tudi valit noter. Tega bom najbrž letos predelal, da bom imel za valilnico, da bom imel za, če bom mičkane piščančke kopal, da se bo lepo lahko noter, da se bojo noter, bi rekel, zrasli dovolj, da bo lahko šli pol ven. To bom nekaj hiši premaknil, tako da bo sam tale ostal. Glavne pa tole ograjo moram tako zamenjati, ko se vse maje, tam se mogo že skoli podprt. Tam tudi, ker je zgnila, tamle una je odgnita, visi sam še mreža je drži. Tako da letos projekt nekaj novega naštudirati. Po mojem kar kupuno ograjo, mišljačuno ograjo električno itak že imam. Tako da bom tisto ponudil polet, na zimo bom kupil pa neelektrično. Bom že nekaj naštudiral, da bo ena žica šla okoli električna, takole kad je ta. Kad je tukaj, da ne bojo kakšne divje živali šle noter. Predvsem, moram pa priznati, moja napaka je bila, ne, ker kokoši nisem zapiral po noč. Tako da en od mojih želja, upam, da tudi bo, da bom lepo kupil tista avtomatska vrata. Da nam rabo zjutraj zdaj vstajati, pa zvečer hoditi vsak dan dežura, da bojo lepo se sama odprla, zaprla in bojo kokoši lepo na varnem čez noč noter. Evo, Gašper lepo napreduje že od dvorišča sfrezal. Aha, zgleda, da mu je zabil. Je zabil noter. Kule zabije! Kot sem omenil že prej, tale freza je 8 kW, 2-13-letnik je. 10 let bo stara, Gašper. Čak že? Ja. To je bilo tako, Evo. po mojem mene. Ne. Ja, Dobro. glavna zadeva je ful dobra. Tulele, da se namatraš na roke lepo. Ima še luč, tu se itak videlo, ogrevane ročke ima. To je ogrevane ročke ima še, tako da to je super. Lepo tule se vrti. Tamo, vamo. Zadeva je super. 6 brzin naprej, 2 nazaj. Tako da, noro. Ja, takole, ko konča s frezanjem, včasih fajn tudi, da malo pogledaš, če so lopatke v redu in pol vidiš, da so take lele. Varnostni zatiči polomljeni in jih bo treba zdaj lepo zamenjati. Ja, tamle lukenca samo zdaj treba naglihati. To je fajn, zdaj, ko imamo mimo kadamsko dvorišče, nekaj še pesk pride noter, pa kaj tazga med lopate in zagrab, da vtrže, ali pa če kaj zablokira, da ne polom polža pa vse skup, kaj noter kaj je, tako da. Evo, noč imamo kaj. Tukaj moram zdaj lukenca poiskati, ki je. Tale je tučev, evo. Enega sem pa že zamenil. Tukaj, pa že noto ta je bila, se pravi. 3 lopatke smo odlomili. Ja, tule zdaj zrihtamo pa bo. Evo, takole lukenca sem najdel. Tule sem še porinemo čez. Vzamemo varovalko. Pahnemo zadaj skozi tisto lukenco. Evo. Pa sam še malo, si bom prišel z roko, kaj v zadaj, bom mogel priti.
Takole malo zakrivimo, da ven napade. Obe strani in je. Evo. Zadeva zaključena. Evo, takole kure so zrihtal, Gašper je dvorišče lepo sfrezal in to bi bilo za ta video tudi vse, ne? In se vidimo, ajde, živ, živ. Dio.